začetku bi kar besedo predal dosedanji podpredsednici, gospe Ljudmili Novak. Lepo pozdravljeni, me veseli, da ste se zbrali v tako lepem številu. Pa bom začela tako, da odločitev je padla. Ni bila lahka, pa ne zaradi tega, ker se ne bi želela odpovedati tej funkciji, ampak zaradi tega, ker so vsake take pomembne odločitve težke in morajo nekaj časa zoreti, da pride do prave odločitve in potem vemo, da je treba iti v tisto smer naprej. Zakaj je bila ta odločitev težka? Zaradi tega, ker vemo, da nas verjetno junija čaka zelo težek izziv, da bo tekma huda, napeta in da bo potrebno izredno veliko moči in energije. Seveda nikoli ne moremo vedeti vnaprej, ali je ta odločitev dobra ali najboljša ali manj dobra, ampak ko se za nekaj odločimo, gremo v tisto smer in delamo odločno naprej. Veliko mi pomeni to, da po besedah vršilca dolžnosti predsednika Mateja Tonina, da si bo prizadeval naprej delati za vrednote krščanske demokracije, kajti zato sem si prizadevala sama skoraj 10 let kot predsednica in tudi že prej, ker sem prepričana, da Slovenija potrebuje krščansko-demokratsko stranko. V Sloveniji je veliko strank, nove stranke nastajajo, vendar za takšnim temeljem, kot ga imamo mi, pa jih ni. Zato je za slovenski politični prostor, za naše volivce izredno pomembno, da takšna stranka je, da imajo možnost izbire. Vesela sem tudi, da Matej Tonin je pripravljen sprejeti to odgovornost. Sama sem popeljala stranko 2-krat na volitve in vem, da je to zelo odgovorno in tudi zelo naporno. Ker svojim nastopom lahko marsikaj odločiš. Sama pa vem, da bom morda v tem trenutku lahko laže uživala v politiki, kot pravijo skakalci, da je treba v skoku uživati. Kadar pa imaš veliko odgovornost, pa je včasih to tudi težko, ker si malo bolj napet. In Matej Tonin ima že kar veliko političnih izkušenj, je tudi v tej smeri izobražen. Veliko se je naučil tudi iz kakšne svoje napake in verjamem, da bo dober vršilec dolžnosti. V jeseni pa seveda imamo volilni kongres in sem prepričana, da bo svojo ekipo in tudi z menoj, z nami vsemi, dosegel na volitvah dober, odličen, zelo dober rezultat. Nihče ne ve. Bomo pa naredili vse, da bo ta rezultat čim boljši, tudi z mojo pomočjo. Tudi Matej Tonin je bil meni v veliko pomoč pri vodenju stranke, predvsem pri pisanju programa kot vodja poslanske skupine. Seveda imava nekaterih vprašanjih tudi lahko kakšen različno mnenje, različen pogled. In tudi on bo vodil stranko v svojem stilu. Jaz sem v svojem stilu. In tako je prav. Seveda pa upam in želim, da vse tisto, kar smo dokazali, da stranka dela dobro, za kar so nam volivci zaupali, da bo tisto peljal naprej, ker je vedno potrebno še tudi veliko izboljšav. In zato mu želim, da bo imel veliko moči za to. Seveda ne bo vsem všeč in tudi jaz nisem vsem všeč. Ampak na koncu je pomembno to, da naredimo čim več dobrega za Slovenijo, za ljudi, kar je prvo poslanstvo politike. In zato si bom tudi jaz prizadevala. In to pričakujejo tudi naši volivci. Tako da, Matej, hvala, da sprejemaš to odgovorno nalogo in ti seveda želim veliko moči, energije, volje, da boš lahko stranko popeljal na volitve in tudi naprej. In vam se zahvaljujem za vse
kar ste poročali o Novi Sloveniji, tudi o meni kot predsednici. V glavnem ste bili korektni. Na to, da pa so včasih kakšne race, fake news in tako naprej, na to se je pa politiki treba enostavno navaditi. Jaz sem se na to navadila, sem prebrala tisto, kar sem mislila, da je dobro, resnično in prav, in kar pa je bilo drugačnega, sem pa pač vedela, kdo sem, kaj sem in kaj hočem. In prevečkrat se v Sloveniji dogaja, da ljudi sesuvamo, jaz pa vem, da je biti politik težka naloga, odgovorna naloga, veliko je kritikov, komentatorjev, malo je tistih, ki so pripravljeni prevzeti odgovornost, pa tukaj ne mislim zdaj na novinarje, ampak tako v javnosti. Biti politik ni enostavno, ker daš na plan sebe, zastaviš svoje ime, pri tem tudi si prikrajšan za veliko uric prostega časa, tudi tvoja družina je na nek način v to vpeta, zato si seveda želim, da bi bilo v Sloveniji tudi veliko konstruktivne kritike, kajti samo to nas lahko vodi naprej, v boljše čase. Torej, sedaj pa predajam besedo vršilcu dolžnosti in kot sem rekla, želim se dobro in jaz bom pomagala, ker zagotovo 10 let svojega življenja sem res bila intenzivno pri delu za to stranko in zato želim, da bi ta stranka šla pogumno naprej. Izvoli. Draga Ljudmila, moja predsednica, stranko ste prevzeli leta 2008. Bili so to težki časi, ni bilo veliko pogumnih mož, ki bi se v tistih trenutkih upalo prevzeti stranko. Vi ste se jo. In okrog sebe ste se obdali z mlado ekipo in na nek način bili ste naša politična mama. Spodbujali ste nas, nam dovolili, da smo delali in razvijali svoje talente. Imate en neverjeten izjemen dosežek, ki ga doslej ni dosegel nihče in ga neverjetneje tudi ne bo. Ste edina predsednica, ki je stranko, ki je bila izven parlamenta, popeljala nazaj v parlament. In še en dosežek. Prav na vsakih volitvah, na katerih ste stranko popeljali, ste ta rezultat tudi izboljšali. Veliko pa v vas in vaši veličini pove vaše včerajšnje dejanje. Ko ste ugotovili, da ni več moči, da ni več tiste prave energije, ste priložnost dali mlajši generaciji. Za kar se vam iskreno zahvaljujem in sprejmite vse en tak skromen šopek zahvale. Hvala. Ob tej priliki se želim iskreno zahvaliti tudi naši predhodnikom, politični generaciji pred nam. Zahvala gre seveda tudi Lojzetu Peterletu, s katerim se je Slovenija osamosvojila. Zahvala gre tudi dr. Andreju Bajuku, s katerim je Slovenija pogumno stopila na evropsko pot. Ampak zdaj je čas za našo generacijo. Naša generacija ne more pričakovati, da bodo drugi namesto nas opravili težke naloge. Mi smo tisti, ki se moramo dogovoriti, kaj so ključne, strateške, razvojne prioritete Slovenije do leta 2030. To se je dolžna naša generacija dogovoriti. In prepričan sem, da si moramo postaviti za cilj Slovenijo, v kateri bomo dobro in prijetno živeli. To je Slovenija, v kateri bodo prav za vse veljala enaka pravila igre in v kateri bodo ljudje od svojega dela in od svojih pokojnin dostojno živeli. Seveda pa, kot sem že dejal in kot je tudi predsednica povedala, tudi jaz bom stranko vodil po poti krščanske demokracije, po poti vrednot, ki smo jih doslej zagovarjali, in po poti dosedanjega ekonomskega programa in našega ekonomskega modela.
Vsa naša dejanja bomo tudi v prihodnosti utemeljevali na 3 ključnih krščansko-demokratskih vrednotah. To pa so svoboda, pravičnost in varnost. Še naprej bomo zagovarjali socialno-tržno gospodarstvo. To ni socialistična dogovorna ekonomija, tudi ni neoliberalni divji kapitalizem, ampak je socialno-tržno gospodarstvo, kar pomeni, da je država dolžna ustvariti pogoje, v katerih ljudje lahko uresničijo svoje talente, pomaga pa jim v tistih trenutkih, ko si sami ne morejo pomagati. Želim pa svojo ekipo tudi nekoliko modernizirati stranko. Želim poleg teh tem, poleg vrednot, ki jih zagovarjamo in poleg ekonomskega programa dodati še nove vsebine, ki so predvsem odgovori na sedanji stil, na sedanji hiter način življenja. Zato želim, da Nova Slovenija več pozornosti posveča digitalizaciji, varovanju narave in spodbujanju zdravega načina življenja. V tej smeri, s temi temami se bomo v prihodnosti bolj intenzivno ukvarjali. Pod mojim vodstvom bo Nova Slovenija odprta za vse, prav za vse, ki so skupaj z nami pripravljeni graditi normalno Slovenijo. Nikogar ne bomo izključevali. Za nas je vsak posameznik dragocen, ker se zavedam se, da vsakdo lahko prispeva svoj delež, svoj kamenček v mozaiku nujnih sprememb v Sloveniji. Jaz se bom pogovarjal z vsemi, ker vem, da je dialog temelj demokracije. Pogovarjati se je treba tudi s političnimi nasprotniki, tudi s tistimi, ki ti ne želijo dobro, in to zato, da se medsebojno boljše razumemo, da razumemo pozicije drug drugega in da preprečujemo potencialne še večje konflikte. Sodeloval bom in Nova Slovenija, moja ekipa, bo sodelovala z vsemi, s katerimi se bomo lahko programsko uskladili in s katerimi bomo lahko vzpostavili zaupanje, da želijo dobro Sloveniji. Pri vodenju stranke mi bo pomagala ekipa, ki sem se jo izbral in ko je včeraj tudi svet stranke potrdil. Pomagala mi bo podpredsednica dr. Marija Rogar, podjetnica in raziskovalka. Pomagal mi bo tudi podpredsednik magister Valentin Hadinjak, direktor enega izmed telekomunikacijskih podjetij, drugače pa v preteklosti tiskovni predstavnik vlade in tudi večkratni vodja kabinetov različnih ministrov. Enega izmed stebrov te stranke, to je glavno tajništvo, bo še naprej vodil moj prijatelj Robert Ilc, ki ga zagotovo poznate. In seveda drugi stebr stranke, to je poslansko skupino in delo v parlamentu, bo tudi vodil moj prijatelj in najboljši poslanec v parlamentu Jožef Horvat. To je na nek način moja najboljša ekipa. Naj za zaključek rečem le to. Vem, da me čakajo težki časi, vem, da bo padla marsikatera čez moj hrbet. Verjamem pa, da z energijo mladih in z izkušnjami starejših lahko dosežemo veliko. Vsem tistim, ki nas podpirate, iskrena hvala. Vsem tistim pa, ki še razmišljate o nas, dajte nam priložnost. Izvolim, Marija. Hvala. Spoštovani prisotni mediji, v politiko sem se začela vključevati že od malega. V Novi Sloveniji pa sem od leta 2008, ker menim, da ima odličen program, da ima dobre ideje, da ima dobre rešitve in da v tej stranki nastopajo pošteni ljudje. Predvsem se aktivno udejstvujem v ženski zvezi in pa v združenju delavcev. In zelo sem hvaležna magistru Mateju Toninu, da me povabil v svojo najožjo ekipo. Spremembe, ki smo jim priča v stranki, razumem kot odločenost,
da krščanski demokrati z mlado ekipo, svežo energijo ponudimo Sloveniji rešitve. Nova generacija ima vizijo, mi vizijo imamo, vemo, kaj Slovenija potrebuje, da naredimo odločne korake k še boljši, bolj uspešni naši državi. Ljudje želijo spremembe. Sporočam jim, Nova Slovenija je ta sprememba. Mi smo ta sprememba. Prepričana sem, da bo magister Matej Tonin verodostojno nadaljeval dediščino gospe Ljudmile Novak in doktorja Andreja Bajuka. Želim pomagati pri posodobitvi stranke, ker verjamem v naš program in v našo ekipo. Hvala. Zdaj je čas. Čas, ko je potrebno stopiti skupaj in tudi nekaj narediti. Osebno sem doslej vse skupaj pozval bolj od strani. Glede okoliščine in stanje v državi, pa je tega dovolj. In čas je, da se tudi mlajša generacija odloči, da prevzame odgovornost na svoja ramena in nekaj naredi. Zato sem se angažiral in z veseljem sem se odzval Matejevemu povabilu, da se pridružim njegovi ekipi. Za zaupanje se mu seveda zahvaljujem. Prepričan sem, da bomo skupnimi močmi znali in zmogli uresničiti naš program, Sloveniji pa ponuditi nekaj novega, nekaj boljšega, predvsem pa ljudem povrniti več optimizma v boljšo prihodnost. To smo ne nazadnje dolžni in tega se vsi tukaj zbrani tudi zavedamo. Naša prednost pa je, da imamo konkretne rešitve, ki so tudi uresničljive. Osebno si želim, da bi o našem delu govorila predvsem dejanja. In to zdaj, zato ker zdaj je ta čas. Hvala. Bože, izvoli. Spoštovani in dragi naši gostje, spremembe na vrhu stranke Nove Slovenije, ki jih je včeraj z izjemno večino podprl svet stranke, so rezultat demokratičnega procesa, pogovorov, ki so trajali kar nekaj časa v vodstvu stranke. To je naravni pojav, to je normalni pojav. Samo veliki ljudje, samo veliki politiki in samo veliki učitelji zmorejo to, kar je zmogla gospa Ljudmila Novak. Pustila je svoje sodelavce vedno, tudi danes in včeraj, k sebi, na svoj nivo. In dopustila je, da jo njeni učenci, njeni študentje, kdaj tudi prerasejo. Draga Ljudmila, hvala. Dragi Matej, srečno. Gremo, ker smo blizu ljudem, gremo, ker imamo rešitve, ker imamo odgovore na vprašanja, kakšna bo Slovenija leta 2030. Hvala lepa za vašo pozornost. Izvoli, Anže. Ja, že boš gospod Tonin, govorite, pod mojim vodstvom bo stranka odprta za pogovore za vse, to se zdi kar precejšen prelom od tega, kar je govorila gospa Ljudmila Novak. Se pravi, zanima me, ali odprti tudi za sodelovanje z SDS-om, ob menjavi vodstva so vam že čestitali in nekako pričakujejo sodelovanje. Torej, ali govorite, da se boste pogovarjali tudi s tistimi, ki vam morda ne želijo najbolje, ali boste sodelovali, ste pripravljeni sodelovati tudi z največjimi na desnici? Pogovarjali se bomo z vsemi, prav z vsemi, z levimi in desnimi. Sodelovali bomo pa s tistimi, s katerimi se bomo lahko programsko uskladili in vzpostavili zaupanje, da želijo dobro Slovenije. Ena izmed mojih prvih potez bo tudi ta, da bom prav vse predsednike parlamentarnih strank povabil na kavo. Pogovor, nek dialog je nujna stvar, da se novo zaupanje lahko sploh začne graditi. V preteklosti je bilo na marsikaterih relacijah zaupanje porušeno. Jure Ferjan, Oštran, veste, če se navežem tudi na tole vprašanje,
ali bo Nova Slovenija pod vašim vodstvom pogajala sodelovanje Slovensko demokratsko stranko z umikom Janeza Janše, pa imam še vprašanje, pa bom kar zdaj v sklopu povedal. Potem me zanima, se bo v sklopu, zelo na kratko, ta sprememba, ki se je danes zgodila, je to dejanska sprememba ali navidezna sprememba, glede na to, da določeni akterji v stranki ostajajo na položajih, med njimi tudi denimo gospod Ilc kot glavni tajnik. Zanima me prej, gospa Ljudmila Novak v svojem govoru tudi omenila določene napake, spremembe. Je bila podpora Kučanove pokojnine napaka, če bi se danes ponovno odločali, ali bi glasovali enako? In pa še zadnje vprašanje, zanima me, ali je bil po vašem mnenju, če je vaše mnenje še vedno enako, ali je bil Janez Janša politik v zaporu ali politični zapornik, kljub odločitvi, kljub sodbi Ustavnega sodišča. Hvala. Ljudmila Novak je že leta 2008 to ekipo zastavila na način, da je bila sestavljena iz izkušenj starejših in energijo mladih. In z včerajšnjim dnem smo vloge zgolj nekoliko zamenjali. V ospredje smo stopili mladi, tisti nekoliko bolj modrejši in izkušenejši pa so nam obljubili, da nam bodo z vsem svojim znanjem in z vso svojo pomočjo pomagali ta voz vleči naprej. In zagotovo bo Ljudmila Novak ena izmed mojih prvih svetovalk, na katero se bom vedno obračal. Še kakšno drugo vprašanje? Izvolite. Gregor Donošek, TV Slovenija. Gospa Novakova, rekli ste, nekako lažje boste zadihali, pa ste že zadihali. Seveda me zanima vaša prihodnost, torej v stranki na volitve kot kandidatka, mora biti na evropske volitve leta 2019 kot kandidatka, za gospoda Tonina morda častna predsednica stranke, kakšen bo status Budena v stranki po včerajšnjem večeru? Morda ne bo dejstvo, ne podgovorim potem pa. Naj zelo jasno povem... Že vsem odloča. Naj zelo jasno povem, da Ljudmila Novak seveda nikamor ne odhaja, mi jo bomo ves čas rabili, njene izkušnje so dragocene. Zagotovo Ljudmila Novak bo tudi v prihodnjem mandatu poslanka Državnega zbora. Evidentirana je in bo kandidatka v svojem domačem kraju in pa tudi v volilnem okraju Ribnica. In zagotovo bo na kongresu predlagana za častno predsednico in jaz ne vidim nobenih ovir, da kongres tega tudi ne bi sprejel. Lahko dodam, torej zaenkrat ostajam poslanka, kolikor mi bodo ljudje zaupali nov mandat, upam, da bom poslanka naprej v isti volilnih okrajih, kjer sem že dvakrat kandidirala. Seveda človek razmišlja tudi naprej, ampak tiste odločitve imajo še čas, da jih sprejmemo. Izvolite, gospa Robič. Decembra ste tehtali, kako naprej. Nekako so se pojavljali trije možni nasledniki, poleg gospoda Tonina, še gospod Horvat in gospod Hajdinjak, vendar je nekako bila takrat dorečeno, da grejo z vami še na naslednje volitve. Kaj se je spremenilo v mesecu dni, da zdaj, vem, da delate radi javnomnenjske raziskave, je bilo to kaj v zadnji, kaj je tisto, in jaz bi vas vendarle prosila, gospod Tonin, ali bi šli v vlado, če bi jo vodil Janez Janša? Ali je tudi vaš pogoj, da? Lejte, na začetku sem že povedala, da je ta odločitev tudi morala dozoreti, da to ni enostavna odločitev in nihče vnaprej ne ve, ali bo stranka dosegla boljši rezultat ali pa morda se bo kaj zalomilo. Nihče tega ne ve. Zato smo tehtali, na kakšen način, s kom bi mi šli naprej na volitve. Jaz se zavedam, da so volitve zelo naporne, stresne, da je potrebno veliko moči, energije. Mladi je imajo zagotovo več. Zame so bile že predsedniške volitve izredno naporne, to moram priznati. In zato so se pojavljale tudi različne možnosti. Vsi vemo, da v Sloveniji želijo nove obraze, nove politike in tako naprej. Mi smo želeli znane obraze okrepiti tudi z novimi obrazi, z novimi močmi. In do te odločitve je pač prišlo po tehtnem premisleku. Če sam morda dopolnim to,
če je kaj predsednici uspelo, je uspelo to, da je izjemno razvila notranjo demokracijo. Kar morda v kakšni drugi stranki ni tipično, je pri nas dovoljeno. Torej, da se lahko o vseh stvareh pogovarjamo in da nobena tema ni tabu tema. In moram priznati, da smo bili vsi presenečeni, ko nas je pred 10 dnevi v ponedeljek seznanila predsednica, da je enostavno dovolj, da ji zmanjkuje moči in da je čas, da ta voz naprej vleče mlajša generacija. In od takrat dalje smo kot ekipa postorili vse, da bi te procesi čim bolj nemoteno tekli naprej. Kar se pa tiče vašega vprašanja, gospa Roglič, sem rekel, sodelovali, to pomeni v opoziciji ali pa v vladni koaliciji. Bomo s tistimi, s katerimi se bomo lahko programsko uskladili in vzpostavili zaupanje, da želijo dobro Sloveniji. Povedal sem tudi, da je bilo v preteklosti na relaciji do kakšnih drugih strank marsikatero zaupanje porušeno. In če želimo vzpostaviti pogoje za sodelovanje, potem je potrebno to zaupanje ponovno vzpostaviti. Jaz ne vem, ne napovedujem prihodnosti, nimam čarobne krogle, da bi vam to znal napovedati. Ampak jaz ne bom tisti, ki bom izključeval. Se mi zdi, da nas je v Sloveniji premalo, da bi se delili, da bi se preštevali, kdo je čigav. Jaz sem pripravljen sodelovati z vsakim levim in desnim, ki je pripravljen Slovenijo premakniti naprej in ljudem omogočiti boljše življenje. Kot sem rekel, da se bodo ljudje dobro in prijetno počutili v tej državi. To je vse. Najbrž se pa strinjate z mano, da ne moremo dati odgovor on-off, se pravi, ja, ne, ampak da se določeni pogoji izpolnijo, če se določene stvari zgodijo. In še enkrat pravim, povabil bom na kavo prav vse predsednike parlamentarnih strank. Sonja Podmosvetska z STA. Gospod Tonin, zanima me, kaj bo za vas uspešno? Moj cilj je 10%. Jaz si želim podvojitev poslanskih mest. Izvolite. Demokracija, Svetina. Mene zanima pravzaprav najprej vprašanje glede, se pravi, poročanja medijev, tudi nacionalke, na to, da so bila pravzaprav pričakovanja mlajše generacije v stranki kar visoka, morda celo nerealna na zadnjih predsedniških volitvah. A je morda razlog za odstop gospe Novak povezan tudi z rezultatom na predsedniških volitvah? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa tudi ta politika, torej kakšna bo zdaj naprej z vami do Janeza Janše, torej dejansko tudi na podlagi odločitve Ustavnega sodišča. Je torej za vas Janša politik v zaporu ali politični zapornik? Glede same predsednice. Predsednica je na predsedniških volitvah dosegla dober rezultat. Nenazadnje je rezultat od zadnjih državnozborskih volitev izboljšala. In njen odstop ni povezan z rezultatom predsedniških volitev, ker ga je tudi stranka ocenila kot dobrega, je pa povezan s pomankanjem energije. To sem že večkrat povedal. Torej, tako nam je predsednica povedala na sestanku, to bo lahko tudi sama potrdila, da temeljna stvar, ki jo je omenila, je rekla, manjka mi energije, mlada generacija, prevzemite in peljite zadeve naprej. V zvezi z vsemi ostalimi stvarmi sem pa že povedal, lahko še enkrat ponovim, sodeloval bom z vsemi, s katerimi se bomo lahko programsko uskladili in vzpostavili zaupanje, da želijo dobro Sloveniji. Seveda. Seveda se najbolj zatika pri tem vprašanju glede gospoda Janše, nekateri bi radi slišali izjave, ki jih je v preteklosti večkrat ponovila gospa Novakova. SDS da, Janez Janša ne. Drugi bi radi slišali spremembo tega kursa, vi se ne opredelite jasno. Skratka, gre za eno ključno vprašanje očitno pri vaši stranki in ta vaše izjave nekako ne deljujejo na misel, da je tukaj stranka obrnila kurs glede tega vprašanja. Če se lahko malo bolj opredelite, ali ste na poti na skladišču gospe Novakove ali gre za v bistvu spremembo nekega kursa potem? Gospod Potič, mene zanima prihodnost. In če želimo v prihodnosti delati dobre stvari, smo dolžni sodelovati, se povezovati in nikogar izključevati. Nova Slovenija sama sprememb, ki jih ima v programu, žal ne more doseči. Zato je potrebna večina v državnem zboru. In jaz ne vem, v katerem delu nisem bil jasen. Sem povedal,
da za neko sodelovanje opozicijsko ali koalicijsko je treba najprej zagotoviti programsko sorodnost. In drugi element je vzpostaviti zaupanje, da vsi skupaj želimo dobre Slovenije, da ni nobenih skritih zgodbic, da ni nobenega negativnega ozadja in podobno. Ampak da to zaupanje vzpostavimo, se je potrebno začeti pogovarjati. Zato sem vam rekel, da bom dal vabilo na kavo vsem predsednikom strank, levim in desnim. In ne vem, v katerem delu nisem jasen. Ne vem pa, kako se bo zgodba v prihodnje odvila. Ali bodo tisti, na katere bo naslovljeno vabilo za kavo, se pripravljeni na to vabilo odzvati, ali bodo pripravljeni neko zaupanje graditi. Ne, tega pa jaz ne vem. In vi terjate od mene odgovore, za katere vam jaz ne morem dati, ker ni to odvisno samo od mene, ampak je odvisno od čekoga drugega. Je pa jasno, da je ta mlada generacija, ki je zdaj prevzela vodenje stranko, usmerjena v prihodnost. In predvsem to, ko hodimo mi po terenu, veste kaj, pravijo ljudje, nas ne zanimajo vaše prerekanje v parlamentu, vaše pričkanje, kdo ima koga rad in kdo koga nima rad. Nas zanimajo samo rezultati. In mi želimo, da v tej državi dobro in prijetno živimo. Da bi od svojih plač in penzij lahko dostojno živeli, pa da bi za vse veljala enaka pravila. To so stvari, ki jih dnevno slišimo, ko hodimo po terenu. In to želi ta nova generacija, ki je zdaj prevzela odgovornost za vodenje stranke, tudi storiti. Izvolite. Kava za vse predsednike strank, kava tudi morda za vašega someščana Marjana Šarca, glede na to, da se mu obeta prestop v parlament in tako naprej. Seveda, ja. Vsi predsedniki parlamentarnih strank, tudi gospod Čarec, ga bom vključil zraven, brez dvoma. Martin Drobnikov, se v bistvu zelo podobno vprašanje. Vam je v bistvu bliže ta Demos 2.0, imate že kakšne načrte mogoče za predvolilne koalicije, kako ste za to povezovanje odprti, ali boste počakali na te kave, pa se potem odločili o vrstnem povezovanju? Po vseh razpravah, ki smo jih imeli v strankah, stranka ni navdušena nad predvolilnimi koalicijami, tudi ne nad kakšnimi skupnimi listami, zato bo Nova Slovenija šla na naslednje državnozborske volitve samostojno. Se nam pa zdi pomembno, da čim več domače naloge pa upravimo že pred volitvam. Da mi lahko že v tej fazi pred volitvami ugotovimo, s katerimi strankami smo si programsko sorodni in kdo želi z nami sodelovati. Še kakšno vprašanje? Če ne, se vam najlepše zahvaljujem, pa vam želim vse dobro. Srečno! Aha.